poslušalci, poslušalke, dragi bratje in sestre. Prav lepo vas pozdravljam ob največjem krščanskem svetki, Vizn, veliki noči, prazniki Jezusovega gori vstajenja od mrtvih. Vizen, kak je mi tako lepo po prekmursko pravimo, velika noč, je praznik Jezusove zmage, Jezusovega vstajenja in naš glavni praznik, glavni svetek naše katoliške vere. Na teh svetek smo se dolgo pripravljali, celi postni čas nas je pripravljal, ko smo na Vizen leko veseli in srečni. Če smo na veliki petek, da smo prišli v cerkev slaviti Jezusovo smrt, gledali Jezuša Kristuša zabitoga na križ, kak tistoga, ka ga je vse v kuper zapustilo, ga pa na Vizen gledamo čisto inače. On sam zdaj ide k nam, kak glavni zmagovitelj, tisti, ka je zmagal smrt pa grob in nam prinaša vsem na nosi veselje in vipanje. Ta njegova zmaga pomeni začetek novega življenja in tudi za vse nas kaže novo pot, kaj ne samo na zemlji, ampak se nekako nadaljuje nebesaj. Za nas katoličane Velika noč ne je samo nekšno spominjanje, ne je samo spomin, kak slike, ki jih gledamo v albumi, pa se spominjamo dolgih let nazaj. Ne, Vizen je za nas svetek tu, pa gnes. Gospod je z nami, z menov in s tebov, ker je od mrtvih stanov, pa pravi, od mrtvih sem stal, ka bi s tebov šel naprej v tvoje življenje. Svetek vizenskega praznovanja je svetek naše vere v Jezuša Kristuša, ki je med nami kak živi in pravi Bog. Kuper za nami je v vseh naših življenjskih situacijah, vse, kar se nam v življenju zgodi. Najbolje pa je stali Gospod Jezus Kristus z nami, da mi trpimo in da moramo iti sveta, ko pride naša smrtna vera. Naše življenje je v kuper z Kristusovim, kak eno veliko potovanje. Njegovo vstajenje od mrtvih je zagotovilo tudi našega vstajenja in našega večnega, večnega življenja pri Bogu. V postnem časi vrvlem, ko ste radi hodili na križno pot, ko ste se spominjali Ježušovega trpljenja. In znate, kaj je bilo 14 postaj. Vsaka postaja nam je nekaj povedala. Ampak križna pot se ne konča s 14 postajo, da Jezuša položijo noter v grob. Ampak se križna pot konča na vizensko jutro, da Jezus, naš Gospod, stane od mrtvih. Marija in še druge žene, pa ene par Jezušovih učencev, ko so ga videli na tisto vizensko prvo jutro, so gratali oznanjevalci njegove prve priče. In zato oni nas tudi navajajo, ko bi mi gratali Jezušove priče tu in gnes. Ker je vsaki od nas Gospodov učenec in meni in tebi on ponavlja besede. Stalo sem od mrtvih, dragi brat, draga sestra, zato, ka bi rad bil še dale s tebov. Mi katoličani smo postavili vero v Jezušovo vstajenje od mrtvih najviše v naše življenje. In mi smo pozvani, ka zdaj gratamo te priče, oznanjevalci, za svojo zvestobo Jezuši Kristuši, či da dobro ali slabo, či nam življenje prinese trpljenje ali veselje. Mi ščemo biti njegove priče. Kristušova zmaga nad
grejo, nad smrtjo, nad grobom, je temeljni kamen tudi naše zmage v naših nadlogah, v našem trpljenju, v naših problemih, ki nam je vsakodnevno življenje prinaša. Dragi vi, ki ste verujoči in se danes veselite tega velikega vizenskega svetka. Dragi vi vsi ljudje, ki ste dobre voleli, dragi betežniki, dragi vi, ki ste na kakšen koli način preizkušeni, dragi vi, ki ste že ostareli, dragi vi zdomci, dragi naši Slovenci na Madžarskem, vsem vam voščim blagoslovljene, doživete, vesele, vizenske svetke. Želim vam, da bi tudi letos, če glih čujemo, kaj je po sveti sepeli, hudo, pa grozno, ko ga doživljamo, potem poslušamo, bil vizenski dan, velika noč, za vse vaš srečen, pa veseli svetek. Naj vas Gospod Jezus Kristus, ki je stanil od mrtvih, napolni z mirom in tudi s pogumom. Blagoslovljene velikonočne vizenske svetke vsem.